Zdaj pa še na hitro pogledamo v rubriko Telegraf. V Nemčiji se dogaja Oktoberfest, največji festival pitja, žretja, velike in male potrebe, kozlanja, tuljenja in rjovenja na Bavarskem. To je festival, ki ima velikanski turistični in gospodarski pomen. Vsako leto privabijo od 6 do 7 milijonov obiskovalcev vsega sveta. A organizatorji zaenkrat niso zadovoljni z letošnjim obiskom. Prvi teden je festival obiskalo le okoli 3 milijone ljudi, kar je za 300 000 manj kot lani. Kar je čudno, a ni zdaj pritok ljudi v Nemčijo zadnje cajte večji, kot ponavadi. No, je pa res, da ne vem, če muslimani znajo jodlati. Jaz mislim, da to še ni meni jodlil. Ok, kakšen pir bi Ahmed že spil, no, si predstavljam, ali pa skrivaj kakšno klobaso. Ahmed, kaj tu ješ? Falafel. Ok, to je festival, kjer se v enem mestu, na enem kraju, v 3 tednih spije 60 000 hektolitrov piva. To je 6 milijonov vrčev. In kam gre vsa ta ščavnica, boste rekli? Na voljo je 1800 stranišč oziroma 878 metrov površin pisoarjev, kar je občutno preveč, ker ta jodlarska klientela po 3 pirih ščije izključno ugate, po mojem mnenju. Zdaj, v času festivala se potroši 2,7 milijonov kilovatnih ur elektrike. Toliko elektrike bi za celo leto zadostovalo več kot 1000 gospodinjstev. No, po eni strani pa Bavarci že varčujejo z elektriko na način, da se program večinoma dogaja čez dan. Prične se ob 9 zjutraj, zadnja runda pa je ob 10:30 zvečer. Zdaj, če mene vprašaš, bi lahko prišparali še na programu, ker kvaliteten program rabiš sam 2 uri. Pa so pa že tako vsi tako prbiti, da je vseeno, če najamajo Marjana Zgonca. Noben ne bo opazil. O, draga Evropa, na tvoje zdravje pijem s teboj, na tvoje zdravje pijem sam, na tvoje zdravje pijem tolikrat, da sem svojega zjebil. Pri nas pa je bilo spet veselo. Na koraku od predsedniške palače na Gregorčičevi ulici pa je bilo zjutraj spet obsedno stanje. Na vladi so namreč prejeli sumljivo pisemsko pošiljko s smrdljivo vsebino. Na vladno palačo je v torek prispela sumljiva pošiljka s smrdljivo vsebino. Kaj je bilo v njej? Smerarjeve predvolilne obljube? A so bili Mahničevi štumfi, ki jih mama več noče prati? A si je Gorenak spet na služben naslov naročil rabljene hlačke z Japonske? Kaj je bilo? Nažalost, nič od tega. Analiza je pokazala, da je paket vseboval iztrebke živalskega izvora. Po domače povedemo, recimo temu drek. In tokrat se moram postaviti na stran vlade in okregati pošiljatelje te neokusne pošiljke. Poslušajte, fantje, a ste vi malo blesavi? A se vi ne zavedate, da je na vladi že samo po sebi ful velik dreka? To se ne dela. Če že, se pride na vlado z lopato in se drek odmetuje in kida. Ne pa pošilja dodatne pošiljke dreka. Ej, alo! A ste vi pri sebi? In če smo že pri stvareh, ki smrdijo, ekskluzivno smo ugotovili, zakaj Janezek noče, da se mu razveljavi sodbo. Ker hoče nazaj v zapor. Zakaj? Zato, ker za moje pojme to ni bila nobena kazen. Ne? Za moje pojme je to obisk v nedeljo ene ustanove, ki je, kot bi rekel po domače, če rečem, kot pri tabornikih. Ne? To je Rok Snežič, cimer našega Janezka. Odprti oddelek na Dobu, kjer je bil tudi Janša, Rok hvali na vse pretege. Kaj pri tabornikih. A pa sta bila cimera tudi dobra frenda? Vedno rečete Janez. Sta prijatelja? Sva prijatelja, sva tudi bila cimera in zato ga pač nekako imam za bližnjega prijatelja od ostalih, ki so bili tam. Zato pač, ker so bila skupaj v sobi, preživela več časa skupaj. Normalno, če si z nekom cimer, prej ali slej postaneš z njim tudi prijatelj. Tudi če je cinična surla, pač postaneš friend. Ti Rok. Pa ima zapornik kaj koristi od tega, da je na odprtem oddelku na Dobu? Dejansko tam so vsi bili intelektualci, tam smo kvečemu neke vrste dobra poznanstva. Jaz pravim, to je najboljši kraj za lobiranje. Tako da vsakemu podjetniku, če bo na razcepu ali se pogodi ali ne, bom rekel, pogodi se za puščavo, ker lahko dobi samo nove kontakte, nove posle. Okej. Na svet vsem barabam v Sloveniji. S sodnikom se pogodite in pejte na Dob, ki je očitno neke sorte fizični Facebook za lopove. Ne? Kot nek klub za kradljiva pezdeta, ki išče nove prijatelje. Ti, a pa se je Janezku kaj obrestovalo?
V zagon Janševega novega medijskega projekta je 22 tisoč evrov vložila Snežičeva žena, največ od vseh 70 soustanoviteljev. Celo 4-krat več kot Janšev brat, Rajko Janša. Žena lumpa Roka je torej Janši dala 22 jurjev za JTV in postala ena od šefic prihajajoče televizije. Tako hudo se je Janez spoprijateljil s Snežičem, ki mu pravijo doktor davčnih utaj, da je njegova žena vložila 4-krat več kot Janezov lasten brat. Dragi moji, če ne veste, kako uspeti v življenju, pustite se zapreti in upajte, da vas pošljajo na Dob. Tam se spoprijateljite z največjo barabo in sklenete posel življenja. Dob. Vi mu rečete zapor, mi mu rečemo prilika. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na oddajo Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22. uri na Planet TV. Hej tujec, polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.